Pozdravljeni. Aston Martin je zagotovo največje razočaranje, ki imenujemo jo uverture v sezono 2026. Kaj je lahko razlog, kakšno je moje videnje in kaj lahko pričakujemo na veliki nagradi Avstralije, pa kot ponavadi v naslednjih minutah. Ime Aston Martin verjetno v povprečnemu navdušencu vzbudi nek občutek prestiža, luksuza. Namreč vsem nam so znani superšportni avtomobili, ki so nastopali v določeni seriji filmov. Ampak, kot sem mnogokrat povedal, kolikor je bolid Formule 1 pobarvan v določeno barvo, to še ne pomeni, da je hiter. In tudi znamka kot simbol, da ne bo pomoč, ne naredi nobene razlike. Lawrence Stroll kot lastnik tovarne avtomobilov Aston Martin in tudi ekipe Formule 1 je v preteklih mesecih vložil ogromno količine denarja v samo infrastrukturo. Govorimo o novi tovarni, govorimo o najmodernejšem vetrovniku do tega trenutka, kar se tiče Formule 1. In tudi v svoje vrste je privabil kar pomembna imena, kar se tiče tehnikov ter inženirjev. Ampak izgleda, da nekaj ni v redu, kajti ekipa iz Silverstona ni sposobna odpeljati ene velike nagrade. Vsaj to nam kažejo podatki, ki so nam na voljo. In tu je treba povedati, da vzrok težav verjetno ni pri Aston Martinu, temveč je pri Hondi. In Honda kot dolgoleten, lahko bi dejali že zgodovinski dobavitelj motorjev in kasneje pogonskih sklopov, ima v svoji vitrini ogromno zmag, ogromno naslovov. Ampak po drugi strani, pri Hondi smo bili deležni tudi ogromno razočaranj. Težava je v tem, da zmeraj, ko navdušenec sliši ime Honda, podobno kot pri Aston Martinu, dobi nekakšne asociacije in znova se ponavljajo iste zgodbe, ki nekako segajo še v čase Ayrtona Senne pri McLarenu. In to je verjetno napačno, kajti tisti časi so zavedno zapisani v zgodovini, ampak so tam v desetletjih preteklosti in ne v sedanjosti. A verjetno mnogi se spomnite, kaj je pomenila Honda zopet pri McLarenu v sezonah 2015, 2016, 2017. Nekaj, kar ni bilo podobno ničemur, če smo iskreni. In nato pri Red Bullu smo videli neke vrste čudež, neke vrste preporod, ko je Max Verstappen z njihovimi pogonskimi sklopi dosegel 4 naslove. In sedaj pri Aston Martinu. Kaj je šlo narobe, da pravzaprav ekipa, ki je bila na papirju med tako imenovanimi poznavalci praktično izzivalec tistih najmočnejših, je pravzaprav na dnu. Verjetno ste tudi vi brali razne prispevke, spremljali razne članke, ki so govorili, da je težava
v samem motorju z notranjim zgorevanjem. In to so nekateri sklepali potem, da so pri Hondi znižali maksimalno število obratov na minuto. In tu je treba poudariti, da v enem izmed predhodnih prispevkov sem govoril o tem, da mogoče ni motor z notranjim zgorevanjem tisti glavni krivec. Mogoče je le povod za težave. Sam sem sicer od doma predvideval, da gre za težave z vibracijami. Sam sem dejal med motorjem z notranjim zgorevanjem in menjalnikom. V resnici se je izkazalo, da gre za težavo zaradi vibracij med motorjem z notranjim zgorevanjem ter baterijo. Za Hondo je lahko ta težava v bistvu, kar se tiče ugleda, še slabša. Čeprav smo lahko slišali razne izjave, uradne in neuradne, o tem, kako so pri Aston Martinu zahtevali drugačne baterije, drugačna sidrišča na samo šasijo in drugačno razporeditev vseh elementov pogonskega sklopa. In nekako so hoteli s prstom pokazati na Adriana Neweyja. A treba je povedati neko malenkost. Adrian Newey je bil prisoten pri Red Bullu, prav takrat, ko z Hondo ni bilo absolutno nobenih težav. V sezoni 2026 imamo novo generacijo pogonskih sklopov, imamo tudi aerodinamično čisto drugačne šasije in logično je zahtevati drugačni pristop z drugače razporejenimi komponentami. Če si mislijo pri Hondi, da bodo lahko napravili pogonski sklop iz sezone 2021, ki bi bil rahlo spremenjen, se tudi po mojem rahlo motijo, kajti čas, tehnologija, zahteve gredo naprej. In tu seveda sedaj se lahko začnemo spraševati, kje je vzrok za te gromozanske težave. Z eno besedo je po mojem vzrok pri korelaciji, torej rezultati, ki so jih pridobili pri Hondi v njihovi tovarni v Sakuri, kjer je bilo vse v najlepšem redu, ampak če pogledamo tisto, kar smo videli na progi v Bahreinu, ni bilo nič v redu z njihovim pogonskim sklopom. Torej, pri Hondi so bili malček preveč zaverovani vase. Kar je po svoje čudno. Namreč pred Adrianom Neweyjem je bil odgovorni pri ekipi Aston Martin Andy Cowell. In Andy Cowell je dolga leta vodil oddelek pogonskih sklopov pri Mercedesu. Prav on je tisti pravi kader, ki bi moral vedeti, kako se združi oba oddelka. Tistega, ki se ukvarja z aerodinamiko, in onega, ki se ukvarja s pogonskimi sklopi. Ampak možno je naslednje, da pri Hondi so hoteli zadeve napraviti po svoje. Ne bi bilo prvič. In tudi ne bi bilo prvič, da so se bridko zmotili v svojem zaverovanju v lastno izjemnost, v lastne sposobnosti, v lastno dalekovidnost. In sedaj tu se lahko začne razmišljanje, kaj lahko pričakujemo na veliki nagradi Avstralije in na naslednjih dirkah. Aston Martin kot ekipa je podpisnica tako imenovane pogodbe Concorde. In tu so se zavezali, da bodo prisotni na
vseh 24 dirkah svetovnega prvenstva Formule 1. Drugače sledijo gromozanski penali. In tu verjetno je realno pričakovati, da pri Aston Martinu bodo prisotni v garažah na progi v Albert Parku in da se bodo, na primer, skušali kvalificirati čim bolje. Dvomim, da bodo imeli težave priti v 107% najboljšega časa, ki bo postavljen v Q1, ampak resno bi bilo preveč pričakovati, da bi se kdo uvrstil na primer v Q2. Ampak nekdo mora v prvem delu kvalifikacij tudi izpasti. Po drugi strani lahko pričakujemo, da bodo pri Aston Martinu napravili na primer formacijski krog in nato zapeljali v garažo. Kot kažejo podatki, AMR 26, kljub temu, da izgleda fantastično, zaradi težav z pogonskim sklopom ni sposoben odpeljati polovice tiste razdalje, ki je predpisana za dirko za veliko nagrado. Tako da pravno formalno bodo izpolnili tiste pogoje, ki jih morajo, ampak kaj več od tega verjetno ne bomo videli. Ampak, ukolikor bi se odločili iti na vse ali nič, bi lahko, na primer, poškodovali baterijo, kar bi pomenilo menjavo in dobro veste. Baterije so po številu omejene in če jih porabiš preveč, sledi seveda tisto, kar nam je znano že iz McLarena s Hondo iz let 2015, 2016 in 2017. Kazenska mesta. In seveda, ker se spomnimo, koliko desetin kazenskih mest so pridelali takrat z pogonskimi sklopi Honda, dvomim, da si danes želijo to zgodbo ponavljati. In tu je seveda odprto vprašanje, ali lahko pri aktualnem pravilniku z homologirano enoto sploh kaj napravijo pri Hondi, da bi rešili to situacijo. Dobro nam je znano, da s tem pravilnikom, načinom A-duo, je možno narediti neke spremembe, ampak šele po prvih 6 dirkah. Po drugi strani, za izboljšanje zanesljivosti, je možno napraviti korekcije tudi prej, ampak težava je nekje drugje. Smo prepričani, da pri Hondi vedo, kje je vir teh anomalij. In tu je seveda veliko vprašanje, kajti po njihovem, po laboratorijskih testih je bilo z pogonskim sklopom vse v najlepšem redu. In kot sem povedal, težava ni v motorju z notranjim zgorevanjem, ampak pri drugi komponenti pogonskega sklopa, pri bateriji. Je mogoče tu napraviti kaj v kratkem času. Neposredno pred veliko nagrado Avstralije dvomim, in tudi velika nagrada Kitajske in velika nagrada Japonske, njihova domača dirka je izjemno blizu. In tu je treba poudariti, da pri Hondi so si prav svojo, dovolite mi izraz, oholostjo nekako zadali dobesedno strel v koleno. Da se zgoditi, da na domači veliki nagradi ne bodo sposobni odpeljati cele dirke. A videli bomo, kaj se bo zgodilo. In verjetno mnogi izmed vas ste pomislili na nesrečo Fernanda Alonsa, ki je zopet ujet v neki situaciji, kjer ga Honda v bistvu prikrajšuje za zadnje priložnosti, da bi dosegel nek spodobni rezultat v Formuli 1. Ampak vprašajmo se nekaj.
Ali je mogoče res Fernando Alonso tako dober, kot pravijo? Ali je res imel v vseh teh sezonah le nesrečo znajti se v napačnem času pri napačni ekipi? Ali pa je mogoče tudi malenkost precenjen in je slava, ki jo ima pri določenih navdušencih, le rezultat spletnih manevrov tistega oddelka, ki skrbi za stike z javnostjo. In seveda, nekateri bodo dejali, da nima enostavno sreče, drugi pač, da je morda tudi malce precenjen. Ampak konec koncev na samem zaključku šteje edinole rezultat. Žal, Aston Martin s Hondo ga danes ne more doseči. In to je nekaj, kar v bistvu Formuli 1 škodi. A za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.